Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o treh ključnih centrih v možganih, ki delujejo pri stresu oziroma ki jih blokiramo s stresom in hkrati kako vzpostaviti to ravnovesje v našem telesu, da se spodbudi tako hormonsko ravnovesje, kot tudi na vseh ostalih področjih. Zadnjič sem govorila z eno gospo, je klicala tako, komaj je dihala. V glavnem, in ko je razlagala o visokem krvnem tlaku, sem rekla, gospa, veste, za začetek bi bilo dobro, da se umirite. Rekla, vi ne veste, kaj jaz delam v službi. Ja, karkoli že dela, pomeni, da je ogrožena, da njeno telo reagira, kot da je ogroženo in je ves čas pripravljeno na odziv boj ali beg. In ko smo pripravljeni na odziv boj ali beg, vse ostale funkcije, sploh pa funkcije obnove, nehajo delati. Če si predstavljate, da boste lažje si predstavljali, kako to deluje. Srednjeveško mestece, zdaj čez poletje ste skoraj sigurno obiskali kakšno tako mesto. Zdaj v Sloveniji nimamo prav takega, mogoče najbolj Izola spominja na tako celico, zaprto celico, stara Izola. Zdaj, če pomislite na Korčulo, Dubrovnik, to so stara obmorska mesta, ki so obdana z obzidjem. No in zdaj, če si predstavljate, da je to srednji vek, ta mestna vrata so odprta, trgovanje poteka, tržnica deluje, ja, kakšen umre, kakšen se rodi in je ravnovesje. Ampak, ko je tako mesto bilo oblegano, kaj se je zgodilo? Dejstvo je, da prva zadeva, oskrba je bila okrnjena. To je prva zadeva. Zaprla so se mestna vrata in vsi, ki so bili zmožni za boj, so dejansko branili mesto. No, in to je v bistvu podobno z našimi celicami. Naša celica je zase kot neka svoja celota, utrdba. In takrat, ko je mir, ko občutijo naše celice mir, so celična vrata odprta, sprejemajo, oddajajo, enostavno teče proces obnove v našem telesu. Ampak, ko smo pa v stresu, se pa dejansko celična vrata zaprejo in se postavi v stanje odločenosti, pripravljenosti na boj. Se pravi, takrat vaša celica ne ve, ali ste v službi, ali ste v avtomobilskem zastoju, ali pa mogoče, da ste v Dachavu. Ne ve, vaša celica samo občuti stresne hormone in pomeni, da deluje krizni program. No, zdaj pa pogledamo, kaj se zgodi. Mi imamo v možganih dva centra, ki sta pomembna za hormonsko delovanje. Jaz upam, da boste videli, to je v knjigi, ko imajo hormoni žur, na strani 15. Hipofiza, epifiza. Ampak tukaj zadaj pri epifizi je še en center, ki se mu reče amigdala. Amigdala je center za spomin. Se pravi, tam noter se zapisujejo tudi taki primeri, recimo, če ste kot otrok stekali čez cesto in vas je skoraj povozil avto, to pomeni, da se nekam zapiše, da mogoče ste potem v bodočnosti bolj previdni pri prečkanju ceste. No, ampak dejstvo je, da se zapisujejo tudi vsi stresni dogodki. In več kot se nam to nalaga, bolj dol kot se nam to nalaga, bolj možno je, da ta amigdala postane dobesedno preobremenjena s temi bolečimi spomini in se lahko zgodi, da ste ves čas v krču. Tudi takrat, recimo, ko ste že ven iz službe, dejansko ste doma, bi bili lahko v miru, vi ste še kar v kronični pripravljenosti. Veste, kje se najbolj to pozna? Poznate kakšnega človeka, to se dogaja tako ženskam kot moškim, celo življenje gara, druga ne mora reči kot budala, dela in pride do penzije in naenkrat se zgodi bolezen in umre. Eno je možno, da ima podzavestni program, kdor je v penziji, je za staro šaro, nikomur ne koristim več, bolje, da umrem. Ampak, če si v konstantnem stresu, toliko in toliko let, in potem, kaj se zgodi, naenkrat nimaš več stresa, lahko se zgodi, da vse tisto, kar je bilo potlačeno, začne naenkrat prihajati ven kot vulkan in povzroči dejansko bolezen. No,
In ta gospa, s katero sva govorila, ko sem rekla, da se mora umiriti, karkoli se ji dogaja v njeni službi, ker je rekla, veste, kaj jaz delam v službi? Ja, ne vem, ampak umir se, ne? Pomeni, da zdaj je telo že začel zvoniti, visok holesterol, visok pritisk. Se pravi, njeno telo v tem trenutku porablja večje količine B vitamina, porablja večje količine C vitamina, E vitamina dejansko porablja vse vitamine in minerale in dobesedno njej zmanjka teh ključnih vitaminov za obnovo, za njeno regeneracijo. In seveda posledica je potem holesterol. Zdaj pa pojmo mehko pogledati, kaj se zgodi, ko ste v kroničnem stresu. Še vedno knjiga, ko imajo hormoni žur. Drugo poglavje, rumeno poglavje, kjer govorimo pa o stresu, se pravi stran 64. Padec imunskega sistema, zastajanje vode v telesu, šumenje v ušesih, slabšanje spomina, zmedenost, krhanje kosti, osteoporoza, pojav alergij, neplodnost, hormonske težave, pri moških upad testosterona in seveda pojav težav z erekcijo, pri ženskah usahne spolna sla, potem pa hitrejše bitje srca, potreba po pomirjevalih, uspavalih in tako naprej. V glavnem, kronični stres nam porablja ključne vitamine, ki jih naše telo pač potrebuje za obnovo. In te ključni vitamini so A, E, C, potem pa kompleks B vitaminov, komplet B vitaminov C, magnezij, kalcij, cink, selen, aminokisline in omega-3 maščobna kislina. No, zdaj pa pogledajte. Ker nam stres prednostno porabi vse, potem nam manjka teh istih sestavin za obnovo. In tukaj se pol po noči tvori hormon DHEA in hormon, rastni hormon. Se pravi, kaj bi jaz naredila v tem primeru, če bi bila tako močno v stresu? Jaz bi sigurno vzela zvečer pred spanjem Pro-Vitality Plus. Pač to je ena zadeva, ki nahrani vse nekaj daš svojim celicam. Zakaj? Zaradi tega, ker Pro-Vitality Plus, ki ga dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si, tam imate tudi polje koda za popust je zdravje, tako da lahko dobite z 10% popustom. V glavnem, noter dobite vse vitamine, minerale in dobite ključne maščobe, da vaše telo začne funkcionirati. No, zdaj pa, to je ena zadeva. Treba pa še čez dan kaj jesti, ne? Se pravi, vi potrebujete zdravo hrano, da boste zmogli. In danes vam bom pokazala dve živili, ki sta tako, se lahko samo prikloniš. Ena je živalskega izvora, druga je rastlinskega izvora, obedvi sta primerni tudi za vegetarijance. Dobro, tista, ki je živalskega izvora, sigurno ne za vegane, ampak dejansko na ta način boste dobili ogromno aminokislin, ki jih vaše telo potrebuje. Prva, ajda. Glejte, ajda ali tatarska ajda je približno 3-krat močnejša kot navadna ajda. V glavnem, vemo, da v Sloveniji obstaja kar nekaj takih dobrih pridelovalcev ajde. Tale je iz kmetije Klepec na Dolenjskem, a ne, moram reči drugače, Bela krajina. Vemo, da tudi Rangus kmetija, dobite tam kar nekaj takih zadev. Pa vidimo vedno več polje posejanih z ajdo, tako da, lejte, ajda se da dobiti v vsaki trgovini. Zdaj pa poglejmo, zakaj je tako ključnega pomena prav ajda za naše dobro počutje. Vsebuje glutaminsko kislino, ki je potrebna za razstrupljanje. Potem aminokislino arginin, ki vpliva na krepitev imunskega sistema, na širjenje žil, priporoča se pri težavah z ožiljem. Ko ima življenje žur, druga knjiga, tukaj sem pisala več o zeliščih, o hrani, o ajdi, proti vnetju in tako naprej. Potem aminokislina fenilalanin vpliva na hormon sitosti. Se pravi, ajda ima zelo nizek glikemični indeks in bo avtomatično vplivala na to, da se nasitite. Cistein aminokislina in metionin, v glavnem te dve delujeta proti vnetju. Vnetjem obstaja ena snov, aminokislina, ki se tvori v telesu, ki se imenuje homocistein.
Ta homocistein je snov, ki povzroča vnetja, ki povzroča staranje, ki povzroča raka. Ampak, če mi dodamo pa dobre aminokisline, kot je tukaj not, kar dobimo v ajdi, dejansko se tvori zadostna količina teh aminokislin, ki pa delujejo proti temu, da se tvorijo v telesu vnetja. Zdaj prav poglejmo še, to je pa zdaj iz knjige, ko imajo moški hormoni žur, cistein. Aminokislina cistein deluje pospešuje razstrupljanje in zavira staranje. Se pravi, če boste jedli ajdo, to zavira staranje. Kje dobite drugače to aminokislino? Česen, čebula, por, kvinoja, potem pa piščanec, puran, ribe, no in zdaj je pa drugo živilo, ki je wow, in to je pa jajce. In ko vam bom naprej govorila še o jajcu, kaj vse ima noter, boste videli, to sta dve živili. Če vi na dan pojeste 2 jajci, raziskave so pokazale, da ljudje, ki jejo sicer nezdravo hrano in pojejo na dan 2, recimo ali vmešani jajci, ali pa recimo jajci, ki sta ocvrti brez neke dodane maščobe, ali pa kuhani jajci, se dejansko kljub nezdravi hrani ne zredijo. Jajce je dejansko popolno živilo. No, zdaj pa poglejmo naprej. Ajda pa naprej vsebuje še minerale. Kalcij, ki pripomore k razstrupljanju telesa in pripomore k vezavi železa. Poleg tega ima noter ajda najboljšo kombinacijo za izboljšanje krvi, ker vsebuje rutin, je to frakcija C vitamina, baker vsebuje, baker preprečuje prezgodnje sivenje in vpliva na vezavo železa. Se pravi, vsebuje baker, vitamin B vsebuje frakcijo vitamina C in dejansko tudi železo. In zdaj, kaj se zgodi? Ajda je skorajda edino živilo, ki je popolno za dobro kri. No, potem naprej, ajda vsebuje selen. Selen je potreben za razstrupljanje telesa in vsebuje spet eno od najboljših živil, silicij, ki je potreben za vsa vezna tkiva. Vezna tkiva so od tega, če vam tle škriple v čeljusti, če vam škripajo kjerkoli kosti, se pravi vezna tkiva v kosteh. Poleg tega deluje na možgane, ker glejte, kje je največ silicija, veste kje? V pametnih telefonih. Danes so pametni telefoni res bolj pametni ker ljudem manjka silicija. Brez silicija ni vezave v možganih, ni povezav, ni naslednjega impulza. Enostavno, kdor nima silicija, nima neplodnosti, nima lepe kože, nima dobrega počutja, pač je sesut. Pa grdo kožo ima, pa redke lase, pa še kaj. V glavnem, silicij je tako potreben mineral za naše dobro počutje, ki ga dobimo, bolj kot je neka trda hrana, kot je zelje, ohrovt, do vseh teh žitaric, ki rastejo, ki so polnozrnate, več je silicija noter. In to nujno rabimo, se pravi nazaj na zdravo kmečko hrano, kot so žganci, kot so, ne vem, ajdov zdrob, se skuha ravno tako kot pšenični zdrob, pač dejansko gres. Dejansko ga lahko vse to uporabljate in je tako dobro in tako zdravo in vaše telo se bo ukrepilo. Boste videli. No, zdaj pa pojmo naprej. Se pravi, ajda je dobesedno zakon. Tukaj imate pa naprej noter v knjigi, ko imajo čakre žur, imam recept za ajdov beljakovinski kruh. Ajdov kruh z bananami, ki je v bistvu čista sladica, ampak seveda zdrava sladica. Tako da v glavnem, ajda je res zakon. No, pojmo pa zdaj naprej na jajca. Glejte, jaz imam tukaj domača jajčka. Ta domača jajčka, ta so od včeraj. 10 putk, tam 9-10 jajčk na dan pride. In v glavnem, zdaj, ko imamo te domača jajčka, jaz sem tako navdušena, ker, ne vem, prej tista kupljena mi niso šla v slast. Ampak ta, ja, zdaj pa poglejmo naprej na aminokisline. Jajca vsebujejo aminokislino arginin, ki pomaga tvoriti rast in hormon, gradi mišice, preprečuje vnetja. Histidin
je v glavnem v jajcih je aminokislina histidin, ki odpravlja žensko nezainteresiranost za spolnost, odpravlja, uravnava delovanje ledvic, se pravi tudi na ledvičnih žlez in zmanjša stres, vpliva na izločanje žolča in skrbi za imunski sistem. To je iz knjige, Ko imajo moški hormoni žur. Potem naprej, jajca vsebujejo naslednjo aminokislino izoleucin, ki ohranja energijo med treningom, pospešuje regeneracijo mišic in tako naprej. V glavnem, vam povem, dejstvo je, da hrana je res osnovna zadeva, s čimer mi kažemo ljubezen do sebe. In kdor sebe nima nič rad, kaj to pomeni? Svoje telo najprej zlorablja na ta način, da ne je zdrave hrane, ne je takrat, ko bi bilo čas, da je, in predvsem je koš za smeti, za nezdravo hrano, posega samo tisto, kar je dobro, ne pa tisto, kar je zdravo, in njegovo telo mu potem vrača. Pač ljubezen do sebe je, da pomisliš, kaj dejansko potrebuje tvoje telo, ne samo to, kaj bi brbončice, s čim bi jih razvadili. Naše telo potrebuje zdravo hrano. In ne nazadnje, ajda ali pa ajdov kruh in ti zadeve iz ajde, in ne nazadnje vse to, s čimer lahko z jajci pripravimo, vse to je dobra hrana. Tako da, če boste majčkeno zbirali, malo mogoče pokukali, tudi v kakšno mojo knjigo glede dobrih zdravih receptov, boste videli, marsikaj se bo v vašem življenju spremenil, predvsem pa to, da boste imeli več energije, več dobrega počutja, spravili se boste nazaj v mladostno energijo in predvsem, glejte, saj vsi vemo, vsem se dogaja stres in takrat, ko imamo prevale v življenju, ko naše življenje teče čez brzice življenja, takrat bo vaše življenje teklo bolj mirno. Tako da, zakaj? Zato, ker se imate radi, ker je čas, da sebe postavite na prvo mesto. Tako da, uživajte, vse dobro vam želim in ja, res ne pozabite. Vi ste pomembni, predvsem v vašem življenju.